Spoštovani člani Komisije za državno ureditev, spoštovani vabljeni, lepo pozdravljeni na današnji 62. seji Komisije za državno ureditev, ki je sklicana na podlagi 22. člena Poslovnika Državnega sveta. V sredo 13. oktobra 2021 ste po elektronski pošti prejeli vabilo s predlogom dnevnega reda, in sicer prva točka. Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. Druga obravnava. Druga točka. 8. poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Tretja točka. Predlog zakona o spremembi zakona o poslancih, zakonodajna iniciativa. In četrta točka, pobude in vprašanja. Državno svetnico in državne svetnike sprašujem bi v zvezi z predlogom dnevnega reda, kdo želel razpravljati. Vidim, da ni prijavljenih, potem bi prosil, če lahko glasujemo dnevnega reda. Torej, kdo je za predlagani dnevni red? Hvala, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet soglasno. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, in sicer predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. Druga obravnava. Pri tej točki smo prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Pri tej točki pozdravljam poslance Državnega zbora Roberta Pavšiča, ki nam bo predstavil predlog zakona. Prav tako pozdravljam predstavnike Ministrstva za obrambo, in sicer magister Janez Žakelj, državni sekretar, Igor Nered ter Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gospod Pavšič, lepo pozdravljeni in predajam vam besedo. Najlepša hvala, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljene svetnice in svetniki in vsi zbrani in tisti, ki nas spremljajo preko prenosa. Vemo, da v Sloveniji je gasilstvo dobro razvito. Obstajata pa tako v grobem dve statusni ureditvi za vse pripadnike te zelo pomembne javne službe. To so prostovoljni gasilci in poklicni gasilci. Zakon smo vložili ravno zaradi slednjih. Namreč poklicni gasilci delujejo v okviru javnih zavodov ali v gasilskih zvezah ali pa kot poklicno jedro v prostovoljnih gasilskih društev. Po naših podatkih je v Sloveniji 6 takšnih društev, ki združuje, mislim, da 150 gasilcev, ki imajo rahlo drugačen status od vseh zaposlenih oziroma poklicnih gasilcev. Vem, da ste zelo dobro seznanjeni s predlogom zakona, ampak vseeno bi tudi za širšo javnost prebral del obrazložitve oziroma ocene stanja in razlogov, zakaj je ta zakon potreben. V Sloveniji so ljudje v preteklosti prek sodelovanja v gasilskih društvih in zvezah izkazovali pripadnost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Še danes gasilci poleg svojih osnovnih nalog združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih na vsebinsko raznolikih področjih. Marsikdo pa v gasilcih vidi tudi socialno oporo in občutek solidarnosti. Zaradi vsega navedenega gasilci med ljudmi v Sloveniji uživajo posebno mesto, ki pa je pri pripravljalcih resorne zakonodaje žal velikokrat spregledano. Na pomanjkanje ali neustrezne zakonske rešitve, ki so bile plod enostranskih odločitev pripravljalcev zakonskih predlogov, so se v preteklosti morali gasilci večkrat odzvati tudi s stavkami. Zadnja je bila junija leta 2020, razlog zanjo pa je razhajanje povezano z izplačilom položajnega dodatka vodjem gasilske skupine, gasilske izmene in gasilskim oddelkom. Izplačilo dodatkov namreč nima zgolj pozitivnih finančnih posledic pri njihovih upravičencih. Gre tudi za simbolno gesto, priznanje za njihovo delo, ki zaradi nemalo specifik poklica ni primerljivo z nobenim drugim poklicem. Interventni zakon za omejitev in omilitev posledic pandemije virusa oziroma interventni zakoni so vzpostavili neravnovesje znotraj širše poklicne skupine. In sicer zato, ker niso predvideli izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah za poklicne gasilce, zaposlene v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah, s čimer so jih posledično postavili v neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi poklicnimi gasilci.
Zato predlagamo ločen zakon o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih društvah in zvezah. In sicer v skladu z 11. točko prvega odstavka 39. člena kolektivne pogodbe za javni sektor. Ta sicer ne velja za poklicne gasilce v prostovoljnih gasilskih jedrih, vendar bi s tem, če bi ta zakon podprli oziroma sprejeli, izkazali solidarnost vsem tistim, ki so dejansko upravljali identične naloge z vsemi ostalimi poklicnimi gasilci v obvladovanju epidemije in posledic epidemije. To bi bil enkraten dogodek, veljal bi samo za leto 2020 in 2021, dokler se ne vzpostavi neka sistemska rešitev, ki bo te težave odpravljala tudi v bodoče. Jaz se vam zahvaljujem za ta čas, če bo še kakšno vprašanje, bom seveda z veseljem odgovoril. Hvala. Hvala, gospod Pavšič. Besedo dajem gospodu Žaklju, državnemu sekretarju. Izvolite. Hvala predsedujoči za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, naj uvodoma poudarim, da predloga zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah ne podpiramo. Razlogi so predvsem naslednji. Najprej bi izpostavil, da so v kratkem predvidena pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni in bolj pravični ureditvi tega dodatka. Zato ocenjujemo, da interventni zakonski posegi na področju urejanja sistema plač v javnem sektorju pred zaključkom pogajanj niso primerni. Za razliko od sedaj veljavne ureditve dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot je na primer epidemija, kot ga opredeljuje 11. točka prvega odstavka 39. člena kolektivne pogodbe za javni sektor, na podlagi katere je višina tega dodatka odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca, izhodišča za pogajanja vključujejo nadomestitev sedanjega dodatka z dodatkom, izraženim v nominalnem znesku in ne v odstotku od urne postavke osnovne plače. Po proučitvi predloga zakona ugotavljamo, podobno kot zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, da je že v 14.a členu zakona o gasilstvu in sicer v 7. odstavku določeno, da poklicnim gasilcem za delo v posebnih pogojih dela, kot so delo v delovnem času, ki je za poklicne gasilce manj ugoden, delo v manj ugodnih pogojih dela, nevarnostih ali s posebnimi obremenitvami, pripadajo posebni dodatki v skladu s splošnimi predpisi. Lokalne skupnosti, v katerih so ustanovljena prostovoljna gasilska društva s poklicnim jedrom oziroma so poklicna jedra organizirana pri gasilski zvezi, bi po našem mnenju lahko to uredila na podlagi obstoječe zakonodaje in tako ločen zakon o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v poklicnih jedrih, prostovoljnih gasilskih društvih in zvezah ni potreben. V prehodnih določbah predloga zakona je predvideno določanje pravice do dodatka za delo v rizičnih razmerah tudi za nazaj, in sicer za primer razglašene epidemije v letu 2020 in 2021. Ob tem bi opozoril na retroaktivnost predlaganega zakona, ki zahteva temeljitejšo obrazložitev dopustnosti za retroaktivno veljavnost. Ob tem se postavlja vprašanje, ali je namen predloga dopustnosti ali je namen zakona dodeliti upravičenost do dodatkov zgolj za razglašeno epidemijo koronavirusa v letu 2020 in 2021 ali tudi za morebitne druge rizične razmere, ki bi kadarkoli nastale v prihodnosti. Nadalje v zakonu navedeno, da sredstva za financiranje navedenih dodatkov zagotovi proračun Republike Slovenije. Glede na to, da so načini financiranja tako javnih kot tudi prostovoljnih organizacij različni, ne moremo soglašati z določbo, da sredstva za financiranje navedenih dodatkov posebej zagotavlja državni proračun Republike Slovenije. Naj na koncu poudarim, da se zavzemamo za izboljšanje
stanja na področju gasilstva, ki se izvaja v javnem interesu, vključno z izboljšanjem statusa in pravic vseh poklicnih gasilcev, ki izvajajo javno gasilsko službo, ne glede na to, ali so zaposleni v javnem gasilskem zavodu ali v poklicnem jedru prostovoljnega gasilskega društva oziroma gasilske zveze, vendar pa zaradi vseh navedenih razlogov predloga zakona ne moremo podpreti. Najlepša hvala. Hvala. Želite, gospod Nered oziroma gospod Buča, kaj dodati? V redu, hvala. Torej, slišali smo obrazložitve. Odpiram razpravo, se od državnih svetnikov, svetnic kdo prijavlja k besedi. Ni prijavljenih, pol bi jaz samo opozoril na mnenje zakonodajno-pravne službe, ki v bistvu ocenjuje, da je predlog zakona v neskladju z ustavo in sicer njenim našteto je 12, 14, 87, 89, 140, 146, 153, 155 členov. Ravno tako je tudi mnenje, da gre za poseganje v kolektivno pogodbo za javni sektor, tako da verjetno bi tukaj bilo potrebno tudi v spremembe kolektivnih pogodb vključiti sindikate, pristojni oziroma dotični sindikat, da seveda se o tem opredeli. Tako da tudi v razpravi je gospod Žakelj opozoril na določena neskladja in pa predvsem tole, gospod Pavšič je poudaril, da gre za enkratno spremembo, mnenje zakonodajne službe pa pravi, da v tem primeru so lahko torej določbe kot takšne tudi trajne in pomenijo trajne posledice. Tako da toliko samo v predstavitev mnenja zakonodajno-pravne službe. V besedi se je prijavil državni svetnik Branimir Štrukelj, izvoli. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Zdaj, moram iti gor. Ja, zato ker se snema, prosim, ja, se oproščam. Ja, še enkrat hvala za besedo. Torej, jaz seveda je dobro, če je človek dosleden, Jaz se strinjam z stališčem predsednika, da bi bilo potrebno vključiti v razpravo tudi predstavnike sindikata. Zadnjič, ko smo imeli policijski zakon, tega nismo naredili, ampak tudi zdaj nismo, tako da je to problem, če se ne komunicira s tistimi, ki se jih to tiče, in tu bi prosil najprej za neko pojasnilo, zaradi tega sem se tudi prijavil k besedi. Ali ta sprememba, tukaj predlagatelja sprašujem, zadeva zgolj nepoklicne gasilce, glede na to, da imajo poklicni gasilci zdaj pogajanja o tem. Pa me zanima, ali gre izključno za, ker ni čisto jasno, o kom pravzaprav govorimo pri tem dodatku. Seveda pa hkrati sem tudi sam prebral opozorila pravno-zakonodajne službe glede ustavnosti in so zelo močne. Hvala. Še kdo od državnih svetnih svetnic ni prijavljenih, torej v bistvu zaključujem razpravo. K razpravi se je prijavil še gospod Pavšič, izvolite. Hvala še enkrat, da pojasnim lahko nekaj zadev. Gospod Žakelj pravi, da zakona ne podpirajo. Seveda ga ne podpirajo, ker do zdaj tega vprašanja niso niti poskušali še rešiti na Ministrstvu za obrambo, čeprav so ga gasilci že zdavnej izpostavili in skušali z vami rešiti in z Ministrstvom za finance. Jaz imam na razpolago celo vrsto dopisov, v katerih samo pravite, da ta zadeva se ne da rešiti in prelagate odgovornost na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za finance pa zadevo prelaga na vas. Če bi danes mislili resno, da te rešitve ne podpirate, bi prišli s predlogom, kako pa zadevo dejansko rešiti. Temu se reče konstruktivni in proaktivni pristop. Zdaj le govorite o pogajanjih s sindikati.
glede kolektivne pogodbe. Uvodoma sem že poudaril, poklicni gasilci, za katere velja ta zakon oziroma bi veljal ta zakon, niso del kolektivne pogodbe. Za njih kolektivna pogodba ne velja, ker če bi veljala, potem bi bila težava že rešena. In zdaj, sklicevati se na kolektivno pogodbo v pogajanjih z nekaterimi poklicnimi strukturami v sistemu ne zdrži neke normalne presoje. Vi se ne pogajate z njimi, vi se pogajate z drugimi, z drugo strukturo. Izplačila drugim prostovoljnim poklicnim gasilcem so bila že izvedena na osnovi 11. člena kolektivne pogodbe. Tile so pa izpadli ravno zaradi tega, ker kolektivna pogodba za njih ne velja. Sicer je pa res, ne, ko mi pokličemo 112, nas ne zanima, a je tisti, ki nam pride pomagati, pa gasiti, pa odpravljati poplave, a je prostovoljc, a je zaposlen v javnem zavodu, ali je pa zaposlen v prostovoljnem gasilskem društvu. Kot uporabnika nas to ne zanima in mi smo skušali s predlogom tega zakona samo vsaj enkrat te birokratske zaplete, ki so v ozadju, razrešiti in jim ponuditi dejansko enako rešitev, kot je bila ponujena za tiste gasilce, ki so te dodatke prejeli. No, ne povem, vse skupaj je ocenjeno na približno $500 000. Ne vem pa, nekje ste vi, nekje je zakonodajno-pravna služba videla, da je to lahko trajen ukrep. V zakonu je v 6. členu, vam ga lahko, ne v 6., v 5. členu, v prehodni določbi napisano, poklicni gasilci in zaposleni v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah so upravičeni do poračuna dodatka za delo v rizičnih razmerah za čas razglašene epidemije nalezljive bolezni v letih 2020 in 2021. Zelo jasno je določeno, za kdaj in kolikokrat. Zdaj pa, da bo to veljalo naprej, je nemogoče, ker velja samo za ti 2 leti in je eksplicitno zapisano in tudi ob katerih pogojih, torej velja samo za razglašeno epidemijo COVID-19, ki jo je vlada prvič razglasila, mislim, da od 13. marca do srede junija in naslednjič od septembra do ne vem kdaj. Za koga bo veljal ta zakon, piše v 2. členu. Poklicni gasilci ter zaposlene in zaposleni v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. Jasno je določeno, za koga velja ta zakon. Ne velja za tiste, ki že danes upoštevajo določila kolektivne pogodbe, ampak samo za te, za katere kolektivna pogodba ne velja. In tukaj ne bo nobenih razlik oziroma ne bodo ogrožena pogajalska izhodišča. Ne na sindikalni strani, ne na strani države. Lepo piše v 2. členu, poklicni gasilci ter zaposlene in zaposleni v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. Ne govorimo o profesionalnih gasilcih, ki so zaposleni v javnih zavodih. Za njih kolektivna pogodba že velja in so te dodatke dobili izplačane. Mi pa govorimo o teh ljudeh, ki so upravljali identično delo in so zaradi črkobralstva ostali brez teh dodatkov. To pa je diskriminacija. In še nekaj, ne. Zakon je danes prvič pred vami. V petek, ne vem, če je petek, 28. oktobra bo zadeva obravnavana na matičnem odboru v Državnem zboru. Do takrat bomo seveda pripravili več amandmajev, s katerimi bomo odpravljali pomisleke zakonodajno-pravne službe. Je pa res nehigienično govoriti in se sklicevati na zakonodajno-pravno službo takrat, kadar jo potrebujete, ne? Ampak to so že neke druge zadeve. Najlepša hvala. Če bo še kakšno vprašanje, vam lahko tudi pojasnim pred vrati, ker vidim, da je tukaj zaključeno. Če dovolite, gospod Božič, zdaj, ker ste nam tukaj, samo vprašanje, torej, ti, o katerih se zdaj vi govorite, ker so profesionalno zaposleni, oni niso podvrženi nobeni kolektivni pogodbi, za njih ne velja nobena. Ne. Malo mi je zadeva dobro kontradiktorna, ampak... Ravno zaradi tega smo tudi vložili predlog tega zakona. Ne glede na drugi odstavek 23. člena. Oni delajo potem samo po
Zakon o delovnem razmerju, po čem delajo oni? Ja, Ne vem, no. Dobro. to nima, nobene zveze nima s pogajanji o novi kolektivni pogodbi v javnem sektorju. Nobene zveze. Ravno zaradi tega smo tudi vložili ta zakon. Meni samo se pravim to, da že zdaj delajo in da niso podvrženi nobeni kolektivni pogodbi, pa so poklicni. Ne, pa v bistvu delajo to je javni sektor, ne, tako rekoč. Opravljajo javno službo, zaposleni so pa po nekih drugih sistemih, neposredno so zaposleni, to je dejansko lokalna samouprava. Ni to zavod, kot je v primeru poklicnih gasilskih brigad, ampak je 6 prostovoljnih gasilskih društev v Sloveniji, ki imajo poklicna jedra, tako imenovana poklicna jedra. In za njih ne velja zakon o gasilcih, za njih ne velja splošna kolektivna pogodba, splošna seveda velja, za njih ne velja kolektivna pogodba, zato niso bili upravičeni do teh dodatkov. Gre torej za 6 prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo poklicna jedra in nekaj gasilskih zvez, kjer tudi delujejo poklicni gasilci. Pa so ti, se oproščam, pa so ti zaposleni, torej ali so to gasilci, ali so to, ne vem, administrativni delavci in tako dalje? Kot jaz vem, gre tudi za administrativne delavce, ki so pa tudi hkrati gasilci. To je vse zelo, bom rekel, nekdo ima izpit za gasilca. Govorim zdaj v konkretnem primeru, o eni gospe. Je gasilka, ampak je hkrati tudi administratorka. In kadar je intervencija, gre na intervencijo, če pa dela za pisalno mizo, pa dela za pisalno mizo. Ne? Mislim, ker ti dodatki, ki so zdaj bili torej izplačani, so bili nekako namenjeni za tistim, ki so torej ali v neposrednem stiku z osebami, ki obstaja možnost ogroženosti in tako dalje. Ne? Zdaj, se pravim, tu nimamo, verjetno, marsikdo nima jasne predstave, ne? Na osnovi česa, ali so bili tudi ti, bom rekel, izpostavljeni možnosti okužbe, ne, v direktnem stiku ali kakorkoli. Ja, Tu nam je verjetno, premalo nam je verjetno to jasno. Ne? Gre za identično analogijo kot pri poklicnih gasilcih. Ne bo nihče po tem zakonu, ki do tega dodatka ne bi bil upravičen, če bi imel drugačen status, tega dodatka tudi prejel. Ok, v redu. Zdaj prijavo se še želite? Potem prosim, če se lahko gospod Žakelj, torej tu pa podate še vi obrazložitev. Zelo na kratko bi, hvala za besedo, predsedujoči. Zelo na kratko bi pojasnil, za poklicne gasilce potekajo pogajanja, že 10 je bilo od maja s sindikatom poklicnih gasilcev in urejen je že bil položajni dodatek za tiste skupine, ki imajo od 3 do 5 tehle gasilcev v enoti, sicer pa tarifni del za poklicne gasilce velja, normativni del se pa zdaj izpogaja, se pravi nekje 40-50 ur smo že sedeli in pogajanja dobro napredujejo, tako da ne bi bilo, sicer pa kot je bilo že omenjeno, zakon o gasilstvu, 14. člen omogoča izplačilo tudi dodatkov, ki so pa seveda na plečih lokalnih skupnosti, ki so ustanoviteljice teh zavodov. Hvala. Redo. Torej, vidim, da ni več prijavljenih k besedi. Verjamem, da torej smo na tem odboru, kadarkoli bilo govora ali o policiji ali o gasilcih, vedno imeli posluh. Imam pa občutek, da zdaj pri tem zakonu so nekatere zadeve nedorečene, ampak kljub vsemu bom predlagal naslednji sklep. Torej, zaključujem razpravo. Komisija za državno ureditev podpira predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. Druga obravnava. Kdo je za takšen predlog? Vidim, da nihče. Kdo je proti takšnemu sklepu? 5, 6.
potem ostali niso glasovali. Torej, ugotavljam, da predlagani sklep ni sprejet. V skladu s sklepom in razpravo bo pripravljeno mnenje Komisije za državno ureditev. V skladu z 20. členom moramo določiti poročevalca komisije na seji matičnega delovnega telesa, in sicer Odbor za obrambo bo v četrtek 28. oktobra ob 12. uri. Ker sem sam odsoten, predlagam, če lahko Marko Zidanšek opravi vlogo poročevalca. Se strinjamo s tem? V redu, hvala. Torej, ugotavljamo, da je predlog sprejet, torej Marko Zidanšek. In prehajamo na poslancev in pa predstavniku ministra za obrambo se zahvaljujemo za sodelovanje na seji. Mi prehajamo na drugo točko dnevnega reda, in sicer 8. poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Pri tej točki smo prejeli tudi pripombe skupnosti Centrov za socialno delo Slovenije. Pri tej točki bodo sodelovali gospa Maja Mamič, predstavnica Urada za narodnosti, potem Jože Horvat, se je predsednik Sveta romske skupnosti, je opravičeno odsoten, potem Manuel Vesel, vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine Policijske akademije, potem Valentina Vehovar z Ministrstva delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z Ministrstva za izobraževanje, torej se nihče ni prijavil, in pa Ministrstva za okolje in prostor je z nami gospod Damjan Uranker, se oproščam. Lepo pozdravljeni. Torej, gospa Mamič, najprej bi vas prosil za predstavitev, če lahko torej za govorniškim pultom. Najprej lep pozdrav strani Urada za narodnosti. Prenašam tudi pozdrave našega direktorja, ki se danes žal ni mogel udeležiti te seje, čeprav se ponavadi vedno. Je namreč v Dobrovniku na seji Komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije in je pač ta sestanek bil nujen, ker se ga udeležuje tudi v imenu delovne skupine vladne za obravnavo romske problematike. Tako da bom pač jaz predstavila na kratko to poročilo. To je že 8. poročilo po vrsti, vsako leto ga obravnava tudi Komisija za državno ureditev v Državnem svetu, kjer se opravi razprava. Zdaj, to poročilo zajema vse aktivnosti v letu 2020 in kot vedno do sedaj je pripravo poročila koordiniral naš urad. Vanj pa so vključene vse informacije o izvedenih aktivnostih tako pristojnih ministrstev in vladnih služb, kot tudi občin, kjer živi romska skupnost, in Sveta romske skupnosti kot krovne organizacije romske skupnosti. Cel postopek priprave je zelo transparenten, vključujoč in tudi predhodno je bil posredovan, ko je bil pač v osnutku, v usklajevanje tako vsem pristojnim ministrstvom, občinam, kjer živi romska skupnost, in Svetu romske skupnosti. Potem pa seveda procedura takšna, da ga obravnava vladna delovna skupina za obravnavo romske problematike, in ko je tam potrjeno, je potem posredovano obravnavo vladi. Vlada ga je sprejela 30. junija in poslala obravnavo Državnemu zboru. Vsebinsko pa poročila, kot sem že rekla, zajema vse aktualne, vse informacije o aktivnostih, ki so bile izvedene v letu 2020. Še posebej pa, in sigurno ste si ga pač natančno prebrali v uvodnem delu, predvsem o pomembnejših premikih v letu 2020, potem o izvedenih aktivnostih v zvezi s pripravo novega nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030, ki je v zaključni fazi priprave, potem o izvedenih aktivnostih v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v okoljih, kjer živi romska skupnost, in pa potem seveda tudi pregled po vsebinskih področjih, kjer je tokrat na koncu vsakega vsebinskega področja so podane tudi informacije oziroma neke take sklepne ugotovitve, lahko rečemo, in predlogi potem na podlagi dosedanjih izkušenj. Sledi potem tudi informacije o izvedenih aktivnostih Sveta romske skupnosti in pa občin, kjer živi romska skupnost.
V zadnjem delu, v končnem delu poročila je nekaj besed namenjenih seveda tudi pregledu sofinanciranja za potrebe romske skupnosti, tako na strani državnih organov, kot tudi organov pač občin, samoupravnih lokalnih skupnosti. V prilogah, ki so zelo obširne in pa zelo podrobno potem se poroča o uresničevanju ukrepov iz aktualnega nacionalnega programa ukrepov v letu 2020, po nosilcih ukrepov, podan je natančen pregled sofinanciranja strani državnih organov, po resorjih, po organih in potem tudi na koncu pregled stanja v letu 2020 v zvezi s sprejetimi podrobnimi področnimi programi in ukrepi občin, kjer živijo Romi, delovanjem delovnih teles občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti in glede vzpostavljenega medinstitucionalnega sodelovanja na lokalni ravni. Mogoče bi jaz na tem mestu samo par besed namenila predvsem pomembnejšim premikom v letu 2020, ker mislim, da vas bo to sigurno zanimalo. Dobro je vedeti, da vsa ta razprava ali pa pretekle razprave tako v državnem svetu, na tej komisiji in tudi v državnem zboru niso padle na neplodna tla, ampak je vendarle potem tudi po posredovanju nekaterih županov, še posebej iz jugovzhodne Slovenije, je vlada julija lansko leto, to se pravi julija 2020, na podlagi zakona o romski skupnosti ustanovila delovno skupino za obravnavo romske problematike, ki je nadomestila prejšnjo komisijo vlade za zaščito romske skupnosti. Tudi ta delovna skupina je sestavljena skladno z zakonom o romski skupnosti, torej tripartitna sestava, predstavniki pristojnih ministrstv, urada, občin, kjer živijo Romi in sveta romske skupnosti. In potem si je ta delovna skupina zelo konkretno zastavila svoje delo. Namen je bil torej čimprej se lotiti predlogov sistemskih sprememb, ki so potrebne. V preteklosti je bilo govora samo o spremembi zakona o romski skupnosti, vendar je bilo skozi razprave ugotovljeno, da je potrebno se lotiti sprememb pač tistih zakonov, ki so vsebinski, kjer so te spremembe bolj potrebne kot pa sam zakon o romski skupnosti, in sicer zato, da bi se pač doseglo čim bolj uspešno naslavljanje izzivov in da bi se omogočilo bolj uspešno izvajanje ukrepov. Potem pregledati in predlagati dodatne ukrepe k že obstoječim, tiste, ki jih je možno izvesti takoj in ki se bi lahko potem izvajali tudi v prihodnje, in pa predlagati oziroma vzporedno s tem identificirati in oblikovati čim bolj jasne in konkretne cilje in ukrepe, ki bodo potem vključeni v novi nacionalni program ukrepov. In na tem se je delalo zdaj ves čas in tudi še ni ta proces priprave novega programa še ni čisto zaključen. Zdaj torej lansko leto od avgusta do decembra je delovna skupina pripravila konkretne predloge sprememb predpisov, za katere je ocenila, da so potrebne, in pa dodatnih ukrepov k aktualnemu veljavnemu nacionalnemu programu ukrepov, ki jih je potem vlada sprejela konec lanskega leta. Tako da takrat je vlada potem na podlagi poročila delovne skupine naložila pristojnim ministrstvom, da pristopijo k pripravi sprememb in dopolnitev zakonov ali pa podzakonskih aktov, odvisno na katerem področju, in pa sprejela dodatne ukrepe k veljavnemu programu ukrepov. Ti ukrepi grejo v smer ali bolj konkretizacije že obstoječih ukrepov ali pa v bistvu dodatnih ukrepov, ki so bili pač ugotovljeni, da so potrebni. Zdaj v poročilu je to vse navedeno, na katerih področjih, tako da če bo potrebno, pa potem lahko tudi to še pojasnim. Velik premik, oziroma res izredno velik premik je bil pa dosežen s sprejemom zakona o finančni razbremenitvi občin konec lanskega leta, kjer je v bistvu na podlagi amandmajev, ki so bili sprejeti v zakonodajnem postopku, se je potem poseglo v zakon o financiranju občin in se dodelilo dodatno financiranje občin glede uresničevanja ustavnih pravic romske skupnosti. Zdaj, v letošnjem letu se je zakon seveda začel pač izvajati in so bila dodatna sredstva občinam izplačana že v 2 obrokih, to je torej za leto 2021.
V zakonu je bilo določeno, da se bo občinam, torej, ki imajo romskega svetnika oziroma romska naselja, da pripada 3,5% sredstev primerne porabe občine, kar znaša nekje med 5 in 6 milijonov evrov letno. Vendar pa je potem v prehodnih določbah bilo določeno, da se pač postopoma pridemo do potem tega zneska, ampak da se za leto 2021 sredstva zagotovijo v višini 25%, za leto 2022 v višini 50% in za leto 2023 v višini 75% zneska, ki pripada posameznim občinam za proračunsko leto. Tako da to se pač izvaja, tudi ravno temu je danes ta sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije namenjen, da se poskuša, ker gre za korektiv primerne porabe, tako da v bistvu tukaj občine niso zavezane poročati, tudi to niso sredstva, ki so namenjena za pokritje potreb romske skupnosti, ampak gre v bistvu ugotovljeno bilo, da imajo te občine višje stroške in zato v bistvu se potem načini, kako se to spremlja, nekako na tem še delamo, ampak v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, romskimi svetniki, forumom romskih svetnikov in samimi občinami so vsi zelo v bistvu veseli, da je do tega prišlo in pripravljeni pač še bolj konkretno se lotiti reševanja izzivov. Kar se tiče pa priprave novega programa ukrepov, da vas še o tem informiram, je v bistvu v zaključni fazi priprave, bil je že v začetku oktobra obravnavan na seji delovne skupine vlade za obravnavo romske problematike, kjer pa je bilo ugotovljeno, da so potrebne še dodatne dopolnitve v delu, ki se nanaša na same kriterije spremljanja učinka, zato da se potem bo te ukrepe lažje spremljalo in tudi seveda njihove učinke. Tako da zdaj na tem urad je že poslal gradivo, tudi ministrstva so se večinoma že vsa odzvala, tako da pričakujemo, da bo v kratkem še ena seja vladne delovne skupine, kjer bi potem najverjetneje pač program bil potrjen in na to bo šel obravnavo na vlado. Je pa to vladni dokument, tako da vladni programski dokument. Hvala. Hvala. Sprašujem, želi besedo gospa Vehovar, da predstavi stališče Ministrstva za delo, družino. Izvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Jaz bi v bistvu na kratko lahko podala dopolnitev ali pa izvajanje kolegice, ki je na splošno predstavila ta program. Mogoče bi za leto 2020 uvodoma pač poudarila, da je seveda sama epidemija nam prinesla številne izzive tudi pri naslavljanju romske problematike in da so nove razmere dela in delovanja še posebej v času razglašene epidemije, ko so bili tudi ukrepi tega zapiranja, od nas zahtevali seveda prilagajanje dela tako na ministrstvu kot na centrih za socialno delo pri izvajalskih organizacijah programov, kot tudi od samih Romov. Ne glede na navedeno so naši ukrepi potekali seveda okrnjeno, ukrepi tako z področja trga dela, se pravi ukrepi vključevanja v aktivno politiko zaposlovanja, tam smo imeli vključenih 251 Romov, s poudarkom na vključevanju javnih del, to je bilo 93 Romov, potem smo imeli ukrepe na področju storitev na trgu dela, kjer je bila močno, da rečem, glede na udeležbo zastopana delavnica zdravstvena, zaposlitveno svetovanje in pa karierna središča, kjer je bilo vključenih 2760 Romov. Največja ovira pri vključevanju brezposelnih Romov ostaja nizka raven izobrazbe, pomanjkanje delovnih izkušenj, njihova, bi rekla, slaba zmožnost aktivnega pristopa k identifikaciji lastnih sposobnosti, kompetenc in interesov, zato seveda nadaljujemo z izvajanjem ukrepov na teh področjih.
Na področju socialnega varstva, socialnega vključevanja, zaščite otrok, žensk ter mladih smo izvajali ukrepe za zmanjševanje tveganja revščine, povečanje socialne vključenosti. Na tem področju so delovali torej socialno-varstveni programi. V tem času smo financirali 4 socialno-varstvene programe. Delovali so v tem času vseh 7 večnamenskih romskih centrov. Prav tako smo izvajali 3 programe socialne aktivacije romskih žensk, ki se izvajajo v 5 krajih. Mogoče, če še to dodam, da seveda smo se glede na epidemijo morali prilagoditi tudi glede ukrepov, s katerimi smo naslavljali tudi novo nastale stiske, tako da so v tem času navedeni izvajalci pomagali romskim staršem in otrokom pri šolanju na daljavo. V romski jezik smo prevedli navodila za pravilno uporabo zaščitnih sredstev za preprečevanje širjenja epidemije, pojasnjevali, razlagali pomen ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, tudi objavili videoposnetke o pravilni uporabi zaščitnih obraznih mask. Eden od izvajalcev je denimo v času pomanjkanja razkužil le-ta tudi izdeloval in jih je delil romskim družinam. Na daljavo smo izvajali raznovrstna svetovanja in motivacijske aktivnosti in tako naprej. Pomembne aktivnosti so se izvajale tudi glede obravnave problematike zgodnjih, dogovorjenih in prisilnih porok in pa usmeritve in pa priporočila za delo strokovnih delavcev centrov za socialno delo v primeru bega mladoletnih oseb v škodljiva okolja. Cilj teh aktivnosti je bil izdaja priročnika o prepoznavanju in ukrepanju v primerih prezgodnjih in prisilnih otrok v romski skupnosti, kar s terena dobivamo pozitivne informacije, da se starosti teh otrok zvišujejo. Ta priročnik je tudi objavljen na spletni strani ministrstva. Seveda v prizadevanju, da bi se čim bolj naslovilo socialne stiske najbolj ranljivih skupin, smo v letu 2020 izvedli tudi poseben javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivih skupinam in v okviru tega sta bila tudi izbrana dva projekta, ki sta prav naslavljala romsko problematiko. Glede na dopis skupnosti centrov za socialno delo, ki je bil posredovan vezano na to poročilo, mogoče lahko komentiram, da se ministrstvo seveda zaveda občutljivosti in ranljivosti romske populacije, predvsem zahtevnosti dela tako strani centrov za socialno delo, kot tudi izvajalcev socialno-varstvenih programov. Smo v stalnem kontaktu tako s centri kot z izvajalci, tam, kjer je seveda ta problematika bolj izpostavljena, tam tudi sočasno delujejo seveda poleg programov tudi večnamenski romski centri, programi socialne aktivacije. Seveda si pa želimo v okviru nove socialne zakonodaje doseči pomembne ukrepe, predvsem na področju razbremenitve strokovnih delavcev centrov za socialno delo in pa ukrepe, s katerimi bi tudi naslovili to ranljivo populacijo, predvsem z vidika reševanja nižje stopnje izobrazbe, neplačevanja stroškov, torej preprečevanja nastanka dolga, cilja opolnomočenja. Na koncu, če lahko zaključim, naloga države kot države je, temu seveda sledi tudi delovna skupina s sistemskimi ukrepi, da sistemskimi ukrepi vsi, tako na področju izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, vzgoje, izobraževanja in tako naprej, skrbimo za preprečevanje socialne varstvene ogroženosti. In vsi ti sistemski ukrepi celovito in integrirano vplivajo na socialni položaj prebivalcev, tudi na romske. Pripombe, ki jih je dala skupnost centrov za socialno delo, bomo skrbno in smo jih tudi že skrbno proučili in z njimi načrtujemo tudi skupni sestanek. Hvala lepa. Hvala za obrazložitev. Gospoda Vesela, predstavnika ministra za notranje zadeve, sprašujem, želite podati poročilo, izvolite.
Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, gospod predsednik, svetnice, svetniki, ostali prisotni. Rad bi predstavil pogled oziroma oceno policije pri 8. poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Mogoče še nadgradil to, mogoče kratko informacijo tudi z aktivnosti, ki so aktualne in jih tudi izvajamo v okviru že dodatnih predlogov ukrepov, ki so bili sprejeti na 54. seji Vlade Republike Slovenije v decembru 2020. Skratka, policija je, v policiji smo nosilci 3 ukrepov v nacionalnem programu ukrepov za Rome, ki jih tudi vsebuje 8. poročilo, in sicer je to usposabljanje javnih uslužbencev, ki se v okviru svojih pristojnosti srečujejo z romsko skupnostjo, usposabljanje policistov po programu, ki ga imamo, zavedanje stereotipov, obvladovanje predsodkov in preprečevanje diskriminacije pri delu v multikulturni skupnosti in seveda 3. ukrep je izvajanje policijskega dela v romski skupnosti. Skratka, številke so tudi upisane v poročilu. Moram povedati, da mi te ukrepe, ta usposabljanja izvajamo za policiste že od leta 2009, za javne uslužbence pa od leta 2014. Ukrepili pa smo tudi ta ukrep izvajanja policijskega dela v romski skupnosti, skratka v novem nacionalnem programu, še aktualnem 2015 oziroma 2017 do 2021. Dodatni ukrepi so se pa nanašali na izboljšanje varnosti v okolici romskih naseljih oziroma tam, kjer živi romska skupnost, ki so bili, kot sem že povedal, sprejeti na seji vlade decembra. V policiji smo pristopili k tem aktivnostim resno, odgovorno in smo že implementirali te ukrepe v naš akcijski načrt. Sej obširno informacijo sem dal že na skupni seji, ki smo jo imeli, ampak mogoče osvežil z zadnjimi podatki. Skratka, akcijski načrt je generalni direktor policije podpisal, vse policijske uprave, ki se dejansko srečujejo s to tematiko, tudi vsebine resno izvajajo. Mogoče samo za osvežitev številk, v letošnjem letu dejansko smo na območjih policijskih uprav Novo mesto, Ljubljana in pa Murska Sobota, za katere velja ta akcijski načrt, obravnavali 41 prijav streljanja, 163 kršitev s hrupom, 139 primerov kurjenja, zadimljenja okolice, kar vpliva tudi na zdravje prebivalcev, tako v romskih naseljih kot širše, in obravnavali 398 bagatelnih kaznivih dejanj. Če povzamem represivne ukrepe, so policisti na ljubljanski policijski upravi izvedli 175 ukrepov represivnih, v Murski Soboti malo manj 23 in seveda največ na območju Novega mesta 646 represivnih ukrepov. Noter so vključeni hišne preiskave, zaseženo orožje, osumljenci, ki so bili obravnavani in privedeni preiskovalnemu sodniku in število drugim predlogom, drugim prekrškovnim organom, inšpekcijskim službam in tako naprej. Skratka, 646 na območju policijske uprave Novo mesto. Kar se tiče deleža preventivnih aktivnosti, kot sem že povedal, je to proti utež, tudi represiji. Smo povečali tudi našo preventivno dejavnost. Policijska uprava Ljubljana je izvedla 92 preventivnih aktivnosti, Murska Sobota 291 in največ seveda v Novem mestu 3536. Povečali smo tudi dejansko obvestila, ko policisti v okviru rednega dela zaznajo kršitev iz pristojnosti drugih organov in smo tudi, bi rekel, ta obvestila podali drugim inšpekcijskim službam. Moram vam povedati, da smo poleg tega, da ta akcijski načrt izvajamo, smo tudi poročilo mogli poslati zagovornikov načela enakosti, ki tudi ni imel na to poročilo nobenih pripomb. Sedaj v mesecu avgustu prejeli dodatne usmeritve ministra za notranje zadeve za izboljšanje varnosti na območjih z romskimi naselji na območjih policijske uprave Novo mesto in policijske uprave Ljubljana. Mi smo že v policiji pripravili akcijski načrt, dodaten za implementacijo
usmeritev, tako da smo zdaj v prvem mesecu poročanja, ki bomo te ukrepe dejansko tudi zdaj zbrali in poročali v kabinet ministra. Mogoče bi še izpostavil zaposlitev pripadnikov romske skupnosti v policiji. Zadnji podatek je, trenutno imamo v policiji zaposlene tri pripadnike in pripadnice romske skupnosti, dva na policijski upravi Novo mesto, eden na policijski upravi v Ljubljani in do konca leta imamo predvideno še zaposlitev na policijski upravi Murska Sobota. Toliko mogoče z moje strani. Smo pa tudi v 8. poročilu konkretno nanizali vse probleme, ki jih zaznavamo na teh območjih, pomeni problemske situacije, kar je nazadnje bilo posredovano tudi v Državni zbor. Hvala. Hvala. Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, gospod Uranker, želite? Izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej bi upravičil državnega sekretarja Ministrstva za okolje in prostor Roberta Rožca, ki je v zadnjem trenutku moral na neko drugo konferenco in sem zato sam prevzel nalogo, da pojasnim, kako se na Ministrstvu za okolje in prostor tudi preko teh letnih poročil odzivamo na stanje v prostoru in glede stanovanjske problematike pripadnikov romske skupnosti. Zdaj v Republiki Sloveniji imamo približno 80 romskih naselij. Tukaj je včasih zelo težko postaviti mejo, kaj je naselje, kaj pa je mogoče samo individualno ali pa družinsko bivališče, ampak 80 naselij, nekako 82 jih v okviru občinskih prostorskih načrtov tudi pomagamo urejati. Namreč urejanje prostora je v izvorni pristojnosti lokalnih skupnosti. Ministrstvo za okolje in prostor pa sodeluje v teh postopkih priprave in pa sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrtov kot nosilci urejanja prostora, najprej kot nosilci urejanja prostora za področje poselitve, potem za področje poplavne varnosti, varstva okolja in varstva narave. In jaz se bom bolj osredotočil na ta prostorski vidik, ker tudi z tega področja prihajam in tudi problematika, ki je naslovljena v tem 8. poročilu, predvsem izpostavljati, bi rekel, ta prostorski vidik. Čeprav je tudi okoljski vidik lahko zelo problematičen in v bistvu sanacija okoljske škode, ki nastane strani pripadnikov romske skupnosti, je bistveno večja, dražja, kot pa so vsi ukrepi, ki jih na področju urejanja prostora lahko zagotovimo. Ob tem, da na stanovanjskem področju pa moram pohvaliti Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki v svojih razpisih že precej let naslavlja na lokalne skupnosti tudi pobude za aktivnejše vključevanje romskih družin pri zagotavljanju primernih bivalnih pogojev. Zdaj, problem je malo večji v mestih, kjer običajno prihaja do določenih konfliktov z ostalim prebivalstvom. Imeli smo tudi nekaj neprijetnih zadev, ampak na podeželju pa običajno Romi živijo v svojih naseljih in ko Stanovanjski sklad pošlje letno povabilo, če tako rečem, občinam povejo nazaj, da oni nimajo tega problema, da bi jim recimo te bivalne enote. Dobro, nekaj primerov je bilo, ko je prišlo do požarov, ko je prišlo recimo do poplav in to je prišlo do intervencij, ampak drugače pa mogoče malo premalo aktivno se sodeluje, se pravi strani lokalnih skupnosti in samih Romov. Romi se lahko tudi sami prijavljajo, ampak mi imamo občutek, da to lažje stori občina. Kar se pa tiče urejanja prostora v celoti, pa za Rome ne veljajo nobena posebna pravila, ker ne morejo veljati. Urejanje prostora je ena tistih temeljnih, bi rekel, postulatov zakonske ureditve, kjer moramo biti vsi enaki pred zakonom. Seveda lahko pomagamo in mi pomagamo recimo v primerih,
ko se pri pripravi občinskih prostorskih načrtov ugotovi, da večina romskih naselij leži ali na kmetijskih ali pa na gozdnih zemljiščih in do pred par leti je Ministrstvo za kmetijstvo tukaj imelo zelo tako pragmatično stališče. Za njih tistega naselja ni bilo, ne. In so občine zelo težko, in zato so tudi na nek način skrivale ta romska naselja, ne. Zelo težko so jih legalizirali oziroma jim status stavbnega zemljišča preko prostorskega plana omogočile. Potem pa smo nekako dosegli to, da Ministrstvo za kmetijstvo se sploh ne opredeljuje več do tistih površin kmetijskih ali pa gozdnih, na katerih že de facto stojijo romska naselja. In s tem smo praktično legalizirali kar veliko število romskih naselij. Naslednja stopnja po legalizaciji recimo zemljišča je parcelacija. Tukaj spet imamo določene probleme, posamezne občine, s posameznimi občinami zelo dobro sodelujemo, se vključujejo, vlagajo tudi sredstva v to, zagotovijo Romom ustrezna zemljišča, ponekod gre pa to bolj počasi. Potem je komunalna oprema. Tukaj moram reči, da je velik levji delež finančnega vložka v to opravilo v preteklih letih Ministrstvo za gospodarstvo. Namreč kar zajetna kohezijska sredstva, pa tudi lastna, se pravi tudi proračunska sredstva so bila vložena v to, da so praktično vsa romska naselja, ki jih tudi uradno občine priznajo, opremljena z primarno komunalno infrastrukturo. To pomeni, v naselje pripeljan vodovod, kanalizacija, elektrika in pa seveda dostopna pot. Sekundarna, to pa je od primarca v sam objekt, tega pa po zakonu ne more lokalna skupnost, nihče drug razen lastnik, ki je lastnik legalno zgrajenega objekta z gradbenim dovoljenjem, tega ne more izvesti, ker mu ne elektropodjetje, ne komunalno podjetje za vodovod in kanalizacijo tega ne sme narediti. In tukaj pa nastane tisti res največji problem, o katerem razmišljamo oziroma ga poskušamo zdaj tudi preko te medresorske delovne skupine rešiti, kako bi našli tukaj neko solucijo, da se lahko ali z začasnim priklopom ali na nek drug način, kljub vsemu v tistih najbolj dramatičnih okoljih to izvede. Namreč zadeva ni tako preprosta, zadeva je lahko tudi nevarna. Bilo je tudi nekaj žal smrtnih primerov, ko so se priklapljali na elektriko tako po domače. Tudi vodovod, treba je klorni šok narediti na začetku, lahko pride do okužb in podobno. Ni zadeva tukaj samo, da bi se strogo birokratsko držali nekih pravil, ampak ta pravila imajo nek vzrok. Zdaj nekateri Romi to razumejo in jaz moram tukaj reči, da ko sem veliko po teh romskih naseljih bil, so tudi naše nasvete poskušali upoštevati. Iskali smo vse mogoče rešitve, ker večina problemov se pojavlja v zadnjem času, predvsem v jugovzhodni Sloveniji, se pravi na Dolenjskem, Bela krajina in pa Posavje, manj pa recimo na prekmurskem koncu Slovenije. Tam je recimo ta poselitev že bolj tradicionalna, naselja so bolj urejena, čeprav tudi tam še ni vse tako, kot bi moralo biti. V jugovzhodni Sloveniji je pa problem v tem, da se je ta populacija v zadnjih 20 letih, če rečemo po balkanskih vojnah, močno povečala. Prišlo je do kar precejšnjega priseljevanja in te ljudje so v resnici začeli tukaj reševati svoj stanovanjski problem, tako da so se v neka obstoječa naselja doseljevali, širili, običajno pa to na nekih robovih neromskih naselij ali pa celo globoko v naravi. In do tja je pa včasih zelo težko, tudi če hoče občina priti s komunalno infrastrukturo. No, da ne bom predolg, da mogoče omenjam še inšpekcijski nadzor, čeprav je to zelo samostojna služba pri nas, ampak par dni nazaj smo dobili podatke ravno za jugovzhodno Slovenijo, da je bilo v letošnjem letu izvedenih 135 inšpekcijskih postopkov v romskih naseljih, da je bilo izdanih 80 odločb in da sta celo dva črnograditelja sama že odstranila nelegalne objekte. Se pravi, tudi na tem področju se premika, seveda pa so to zelo, dolgotrajni postopki. Tukaj na tem področju obstaja še, ena
ovira, najbrž ni to ovira. Namreč po sodbi Evropskega in Ustavnega sodišča Republike Slovenije mora priti v inšpekcijskem postopku do večletnega odloga izvršitve, če gre to za prvi dom oziroma edino bivališče. Ne pomeni pa, da je to trajno, kako si nekateri, pa tudi mediji predstavljajo, da to pomeni trajno rešitev. Nekateri ukrepi, ki so tukaj navedeni, za nekatere ukrepe smo ugotovili, da jih je mogoče na nek način malo povozil čas. Namreč tiste posebne smernice, ko tukaj piše, da bi jih naše ministrstvo moralo pisati za tiste občine, kjer imajo romska naselja. Mi smo ugotovili, da ko obravnavamo neko občino, jo prostorsko celovito s svojimi smernicami in usmeritvami za prostorske načrtovalce pokrijemo. In bi bilo nesmiselno, če bi tukaj ločevali ali pa mogoče celo bi izpadli, ne vem, da enostavno Rome hočemo na nek način stigmatizirati pa njihova naselja. Mi obravnavamo vsa naselja, ker tudi občine v zadnjih letih, moram priznati, ogromno truda vlagajo in želijo ta naselja legalizirati. Želijo tudi nekatera preseliti. Mi poskušamo tudi v zakonu najti možnost, da lahko pride do takih preselitev naselij, seveda z pristankom pač pripadnikov romske skupnosti, ker po ustavi nikogar ne moramo prisilno preseliti. Preseliti tam, kjer obstaja neka nevarnost. To so območja običajno, ki so lahko poplavno ogrožena, lahko so plazovita. Predvsem pa so območja, ki so z nekih drugih razlogov neprimerna v bližini odlagališč in tako dalje. Potem en ukrep tukaj, pač, da bi morali stalno, se pravi, preverjati to stanje v bivalnem okolju, se pravi število romskih naselij, njihovo velikost in to. V bistvu geodetska služba ciklično izvaja, se pravi, to aerofoto snemanja in vsa naselja so dobro znana. Tako da tukaj posebej samo za romska naselja je spet vprašljivo. No, jaz bi na tem mestu zaključil, da res ne bom predal. Hvala lepa. Hvala. Torej, slišali smo obrazložitve. Odpiram razpravo. Se kdo prijavlja k besedi? Državni svetnik, ja. Državni svetnik Bojan Kekec, izvoli. Ja, hvala, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj ne bi se rad preveč ponavljal v razpravi, ki sem imel že na naši plenarni seji, ko smo imeli poročilo zagovornika enakosti, vendar bi na nekatere stvari tukaj vseeno opozoril, ker prihajam iz Novega mesta. Mislim, da je občina, v kateri imamo največje probleme, bi rekel, z romsko problematiko. Zdaj, to poročilo je sestavljeno na podlagi nekih statističnih podatkov, bi rekel, ki se zberejo. Ne vem pa, če je večina ljudi, ki piše to poročilo z izjemo gospoda Manuela Vesela iz policije, res velikokrat bilo prisotno v teh naseljih. Glejte, prejšnji teden sem imel sestanek z predstavniki iz krajani, bi rekel, najbolj izpostavljene krajevne skupnosti Bučna vas, zbralo se jih je okoli 100. Bil je še direktor policije Novomeške in pa komandir oziroma zadolžen za Novo mesto. Skratka, tam bi mogli videti, kaj je realnost problema. Tam morate poslušati ljudi, kaj povedo in s kakšnimi problemi se ukvarjajo. Tam se res lahko potem vprašamo, kje je tista enakost, ki jo tako radi zagovarjamo. Zdaj, osnovno vprašanje, ki sem ga že večkrat postavil, ne glede na to, da se je zdaj mogoče s temi skupinami, v katerih so župani začelo nekaj premikati, je čisto enostavno. Glejte, v 30 letih se ni zadeva nič izboljšala. Nič. Kljub vloženim milijonom projektom, ne vem kaj še vse, tudi evropskim sredstvom in zdaj gradno infrastrukture. Jaz živim v teh naseljih, kakšen kilometer stran, nič se ni izboljšalo. Upam, da se bo zelo vesel bom, ko bom enkrat tukaj za to govornico lahko rekel, glede na lansko leto ali pa nekaj se je pa zdaj stvar izboljšala ali pa, da bo nek optimizem bolj bil iz tega.
Primer Ministrstva za gospodarstvo, ja, tam smo na Novem mestu zgradili za 2,6 milijona evrov ceste, pločnike, kolesarske steze, javno razsvetljavo, od notranje naselja smo uredili vodovod, kanalizacijo, vse. Sem že zadnjič povedal, zdaj, če greste pogledati, ta zadeva je uničena. Hidranti polomeni, jaškov ni več noter. Praktično, če nekdo svoj jašek kanalizacijski pred svojim dvoriščem vzame in ga pelje na delnost, no in kaj se s tem naredi. Tam, kjer so predvidena otroška igrišča ali pa asfaltirane površine, se kurijo odpadki. To je zdaj realnost, da denar tudi ne reši vseh problemov, če nekdo s tem ne zna ceniti in pa tudi normalno uporabljati. Center za socialno delo je dal eno pobudo oziroma mnenje, tukaj sem ga tudi jaz videl, jaz določene stvari podpiram. Glejte, tam, kjer se ukvarjajo centri za socialno delo z romsko problematiko, mora biti kadrovsko močnejši. Mi imamo sestanke s centri tudi glede plačevanja javnih storitev, komunalnih storitev, ki jih plačuje 10%, mogoče romske populacije, govorim za Novo mesto. Tega bi se lahko dalo urediti več s temi podpisanimi izjavami. No, zadnjič tudi zanima me to, ker je zadnjič zagovornik enakosti rekel, da se ta zakon, da se bodo lahko te nujne stvari, ki so nujno potrebne za življenje, tudi po nekem avtomatizmu odtegnile od socialnih pomoči, se pravi v določenem znesku, toliko, da je človek ne uživa. Se pravi, zanima me, koliko smo daleč tudi s tem zakonom. Tako da jaz bi v bistvu v tem segmentu reševanja še najbolj pohvalil policijo, ker se trudijo, ker so skozi krajani, se odzovejo in največje breme nosijo tukaj. Potem se postavi tudi pri sodiščih in tako naprej. Ne moramo cel čas rožce saditi, če jih pač žal ni. Glede zaposlovanja pa pogledajte, v 1000 Romov v Novem mestu jaz ne vem, da bi eden delal. Kljub tem, da smo najmočnejša občina, kar se firm tiče v Sloveniji. Jaz kot direktor komunale bi z veseljem koga zaposlil, pa se nihče ne javi, imam jih preko probacije, približno 5 na mesec, ki tiste ure oddelajo in je to tako. Se pravi, rekel po nekem tem akcijskem načrtu, ki ga je tudi predstavnik policije omenil, jaz upam, da se bodo zadeve končno začele premikati. Zdaj fajn je tudi, da so župani enkrat zraven pri teh zadevih, pri teh skupinah, ki jih je imenovala vlada. Skratka, veliko dela nas čaka tukaj še in na nek način hočem poudariti to, da je realna slika nekoliko drugačna večino, kar je v tem poročilu zapisano. Hvala. Redo, hvala. Še kdo? Vidim, da ni prijavljenih. Morda bi jaz samo gospa Mamić za vaše vprašanje, namreč not je strani ministrstva, da se izteka en projekt in sicer skupaj za znanje se izteče. Vi ste pa omenili načrt, torej nacionalni program 21-30 je na tem področju, kaj tudi v tem nacionalnem programu predvideno, torej gre za v bistvu osnovne šole in pa v bistvu tudi za vrtce, kajti tam vrtci pozivajo prijavi, torej, da bi, torej, oziroma ministrstvo poziva, da bi se vrtci prijavili torej k organiziranju teh oddelkov za krajše programe, in ali je tudi to, kaj predvideno v tej programu ukrepov 21-30. Izvolite. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, seveda bi to najbolje pojasnil predstavnik Ministrstva za izobraževanje.
ampak lahko povemo, da, ker pač koordiniramo to pripravo novega nacionalnega programa ukrepov, da vsekakor, da sicer projekt Skupaj za znanje se je zaključil, ampak se določene aktivnosti nadaljujejo, je bilo ministrstvo uspešno pri pridobitvi v bistvu dodatnih sredstev, torej za ta premostitveni čas, ampak v naslednjem obdobju pa se sploh z temi obšolskimi dejavnostmi, učno pomočjo se bo vsekakor nadaljevalo, tudi in pridobila, pač bo ministrstvo delalo na tem, da pridobi evropska sredstva za ta namen. Najbolj pomembno pa je to, da je v bistvu zdaj v novem obdobju prišlo do sistemizacije romskih pomočnikov, tako da to se pa že v tem šolskem letu izvaja in mislim, da nazadnje, da je predstavnik Ministrstva za izobraževanje omenil, da je 15 romskih pomočnikov že zaposlenih na šolah. Kar se pa tiče krajših programov, pa je prav tako se izkazal ta program zelo uspešnega in ravno nazadnje na delovni skupini vladni je predstavnik iz Kočevja povedal, da imajo trenutno 30 otrok vključenih, kar je res veliko, mislim, res velik uspeh, tako da pač ministrstvo dela na tem, krajši programi bodo vsekakor vključeni tudi v nov nacionalni program ukrepov. In je pač to pot, ki se je ministrstvo zastavilo in se kaže, da bodo pač uspehi s tem. V redu, hvala. Torej, zaključujem razpravo in ugotavljam, da je Komisija za državno ureditev se seznanila z 8. poročilom o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Torej, ker gre za seznanitev, se ne glasuje o sklepu. Določiti moramo poročevalce in sicer po Odbor za notranje zadeve, javno upravo, lokalno samoupravo pri državnem zboru, datum še obravnave še ni določen, torej obravnaval to in določiti moramo poročevalca. Če se strinjate, da zaenkrat jaz, če pa sem zaseden, pa se potem pogovorimo. V redu, hvala. Zahvaljujem se vsem predstavnikom pri tej točki za poročanje in razpravo. Pripravljeno bo poročilo. Mi pa prehajamo na 3. točko dnevnega reda in sicer predlog zakona o spremembi zakona o poslancih, zakonodajna iniciativa. Pri tej točki smo prijeli predlog zakona državnega svetnika Marjana Mavčeca in sklep predsedstva Skupnosti občin Slovenije glede združljivosti županske in poslanske funkcije. Kolega Mavčec, izvoli, prosim, če lahko podaš predstavitev. S to pobudo smo se že srečali, ne? Izvoli. Hvala za besedo. Sveto, kot si predsednik rekel, dejansko smo to pobudo mi pred dobrim letom pa pol na tej naši komisiji že sprejeli, dali tudi v proceduro, ampak ker je bil prvo podpisan je gospod Franc Kangler in je v tem času pač spremenil status, kar se tiče svetnika, ni več svetnik, zakonodajno, mislim, naša pravna služba ugotovila, da pač treba postopek na novo vložiti, zato sem pač, ker sem bil takrat tudi pobudnik, drugo podpisani, pač sprožil ta postopek, da se to spelje, zdaj, če rečem 2-3 stavka samo, glede na to, da smo vsi, razen kolega, ki je pozneje prišel na tej komisiji, to tudi obravnavali, gre se za združljivost funkcije župana in pa poslanca. Primerljive zadeve so v okolici, v Evropi, Avstrija, Belgija in Hrvaška, kjer je bila tudi v tem kontekstu tudi predstavljena. Kar se tiče finančnih posledic, ta zakon jih nima, ker je pač vezan na proračun. Kar se tiče same zakonodaje in ustave, seveda bodo se nekateri spomnili, da smo nekoč tak postopek že imeli do 11. leta, je bila ta opcija možna, takrat je pač politična volja prevladala v tem smislu, da se je to ukinulo. Sedaj nekako se čuti to sodelovanje in pa vse spet, da bi pač nekako lahko to se spet združilo. Jaz tudi osebno mislim, da bi to tudi koristilo politični situaciji, kajti župani so pač tisti, ki so nosilci razvoja komunale in vseh teh zadev
na terenu, ne glede kdo živi v Jesenicah ali v Ljubljani ali v Anče vasi, v Prekmurju so z istimi težavami, iste težave morajo reševati in mislimo, da potem bo tudi lažje sodelovanje z poslanskimi skupinami, da ne bo tako zabarketirano, kot je pač ta trenutek. Imamo tako situacijo tudi v državi. Mislim, da ta zakon lahko tudi prispeva, ker ima iste težave, da ne glede na politično opcijo bodo poslanci lažje sodelovati med sabo in da se nam ne prihaja do blokad. To je sicer upanje, jaz mislim, da toliko zdrave pamete v Sloveniji premoremo vsi skupaj, kajti tu živimo, tu bomo živeli in smo živeli, hvala Bogu. In jaz sem pripričan, da na ta način ti postopek speljamo do konca, kot je bil že predstavljen, ker je samo 10. člen, ki v zakonu o poslancih se drugi odstavek samo črta, ker je pač prepovedano, da te dve funkcije sta skupaj, se samo zbriše, vse drugo ostane isto. Drugi člen, ki pač je pa tisti glede, ko se začne zakon uveljavljati, to po 15. dan po sprejetju v državnem zboru začne veljati in pa uporabljati se bo začne po naslednjih parlamentarnih volitvah. Hvala lepa. V redu, hvala. Prosil bi še kolega Franjo Naroločnika, da predstavi stališče Skupnosti občin Slovenije. Franjo, izvoli. Hvala lepa, predsednik, spoštovana kolegice in kolegi. S pooblastilom Skupnosti občin Slovenije seveda podajam pobudo oziroma nekako dajem podržko to odpravi nezdružljivosti funkcije poslanca s funkcijo župana. Prav tako sem se pogovarjal tudi z Združenjem občin Slovenije, ki seveda to pobudo podpira. Sam pa menim, da je izjemno pomemben vidik premoščanja teh strankarskih ovir, vsaj pri ključnih projektih pomembnih za naše občane in seveda s tem tudi za državljane Republike Slovenije, kar je nenazadnje najbolj razvidno tudi pri delu našega državnega sveta in seveda predvsem interesne skupine lokalnih interesov. Menim, da državni zbor z znanjem, spoznavanjem poznavalcev lokalne tematike lahko samo pridobi na širini razmišljanja in sprejemanje odločitev primernih za svoje državljane. Hvala lepa. Hvala. Torej, odpiram razpravo. Se kdo prijavlja? Branimir Štrukelj, izvoli. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Jaz moram že reči, da pač temu predlogu nasprotujem. Po Ustavi Republike Slovenije so poslanci predstavniki vsega ljudstva, medtem ko so župani predstavniki lokalne oblasti. In tukaj je nepremostljiva kontradikcija, kjer vi ne morete biti hkrati oboje. Če imate vi volilni sistem in pa ureditev tako, kot imajo recimo v Veliki Britaniji, kjer so poslanci zgolj predstavniki tistega svojega okrožja, ki ga zastopajo, in potem v tisti, ki sledite recimo britanskemu parlamentu, veste, da skozi govorijo samo o tistem delu, odkoder prihajajo, Manchester, London, podeželje, karkoli, je to neka druga zadeva. Ampak tukaj pa v Ustavi piše, da so predstavniki vsega ljudstva. In zdaj to je, tukaj bi morali verjetno poseči še v kaj drugega, kot samo zakonom ponovno vrniti tisto, kar je bila tudi takrat, ko je to veljalo, ključna težava, ta argument namreč, da ne morete hkrati sedeti na dveh stolih. Hvala. Kolega Marjo Mavčec, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz sem moral povedati, pričakoval verjetno kaj takega, to je tudi pripravljeno. V gradivu imate pri načelih obrazložen je ravno ta primer.
povezave. Primer drugo, evropsko državo bral cel stavek, mislim cel odstavek dejansko, da tisto, kar je prej zdaj zakon omogoča, je to neutemeljeno, ker je to eksplicitno ločeno v naši ustavi, kar se tiče zakonodajne, sodne in pa zakonodajno sodne in pa izvršne oblasti je to rešeno in nikjer niti slučajno ne pride povezava v lokalno skupnost in pa zakonodajne telesa. Tako da to zadeva je čista, jasna in tudi, boste videli, tudi pravna služba državnega zbora na to ne bo odgovarjala, kajti to prepisano z zakonodaje. Hvala. Ni več prijavljenih. Morda bi jaz tu samo pač svoje razmišljanje podal. Namreč to, kar je kolega Mavčec povedal, umiritev strasti v naši državi, to, kar se nam zdaj dogaja, ta razdvojenost. Poglejte, znotraj lokalnih skupnosti, tisti, ki delujemo, dobro vemo, da so, bom rekel, koalicije na lokalni ravni včasih čist kontra temu, kar se dogaja na državni ravni. Se pravi, da je več razumevanja na lokalni, imamo, ne vem, bom rekel, koalicijo sestavljeno iz stranke, predstavnikov, torej stranke vladajoče koalicije, ravno tako so pa zraven tudi iz opozicijske, zdaj trenutno na državni ravni. In na lokalni ravni lahko te zadeve odlično potekajo. In jaz mislim, če bi se vsaj del tega preneslo tudi lahko na državno raven, da bi se te strasti v državi umirile. Samo pogledajte primer, recimo dvig povprečnin, to, kar se je zgodilo. In recimo, če bi bili tukaj, torej bilo več teh predstavnikov lokalnih skupnosti, ki se dejansko s to problematiko srečujejo, mislim, da sploh ne bi bilo nasprotovanja. Zdaj pa recimo se zgodi nasprotovanje, ne vem, temu proračunu, zato ker ga je pač predlagala koalicija in zdaj temu nasprotuje opozicija. Jaz bom povedal primer, da županja v mojem mestu je v bistvu iz, bom rekel, strank opozicije na državni ravni, ampak z veseljem sprejema povišanje povprečnin. In jo kar glava boli, da recimo takšen predlog proračuna na državni ravni, da to ne bi šlo skozi. Tako da se pravim, ravno zaradi te umiritve strasti se mi zdi, da bi mogoče zopet bilo smiselno, da se povrne ta možnost nazaj. Bom pa povedal tako, predstavniki župani večjih občin, običajno tako ali tako že zaradi preobsega dela morda ne morejo opravljati obeh funkcij. Gospod Ozimič, izvoli. Ja, jaz bi pravzaprav podprl to pobudo, pa nekoliko poniral tudi obrazložitvi gospoda Štrukla. Glejte, če bi to jemali tako potem striktno, da so predstavniki vseh državljanov, potem bi bila neka logična, konsistentna rešitev tudi, da bi bila država ena volilna enota in potem bi vsi volili svoje. Zdaj pa mi že imamo neko delitev itak na teritorijalno poslancev iz tega področja, iz onega področja. Imamo limitirano, koliko jih mora biti iz katerega. Morali smo prilagajati celo volilne okraje, da je sorazmerno in da je volilna pravica za vse državljane enaka. Teda ta razlaga je zelo nelogična na to, ali pa se dotika samo na eno pojem, ki pa ni tako definiran, kakšni predstavniki so. Seveda je predstavnik vsega ljudstva, pa ni vezan na neke direktive, ampak vsak poslanec zastopa nek določen interes in neko področje, ali kakorkoli, ki se njemu zdi po njegovi presoji. Ni nujno, da je teritorijalno opredeljeno, največkrat pa je pri teh zadevah, ki se tiče državljanov, konkretno na nekem
teritoriju, ker tudi teritorij ni tako homogen, da da bi zastopali vsi enake interese prebivalstva, če tako hočete. Teda to ne vzdrži. Druga zadeva, ki pa je tukaj pomembna, po odhodu županov, predstavnikov, bom rekel, bolj tako, ki so nekako bolj lokalpatriotski poslanci bili, kot vsi ostali vezani na neki svoj volilni okraj, na svojo volilno bazo, če tako hočete, so znali, ne glede na politično pripadnost kateri stranki, so za neke take ključne stvari, ki so se tikale konkretnih problemov območja ali kraja ali občine ali regije, znali se dogovoriti pa podprli, ne glede rešitve, tudi zakonske. Odkar jih pa ni več, pa državni zbor je popolnoma odtujen od lokalne samouprave, če hočete, tudi od ljudi, ki naj bi jih zastopali, in državljanov. Postal je, kar se tega tiče, pravi zverenjak političnih interesov, ne glede na argumente nobenega sodelovanja, celo koalicije se take ustanavljajo, ki nasprotujejo in pogojujejo. S tem bomo sodelovali, s tem pa ne, pa sej je praksa zdaj ekskalirala do konca. Jaz tudi menim, da bi župani kot neki pragmatični politiki, ne politiki po pripadnosti pa po političnem prepričanju, ampak pri pragmatični politiki, ki delajo v korist ljudi, te stvari znali tudi malo obrzdati in jih malo bolj približati tistim, ki so jih izvolili. Tako da pravzaprav podpira. Hvala. Ni več prijavljenih, torej zaključujem razpravo in predlagam sklep. Komisija za državno ureditev podpira zakonodajno iniciativo predloga zakona o spremembi zakona o poslanci in predlaga, da se uvrsti kot točko dnevnega reda na naslednjo sejo državnega sveta. Kdo je za takšen predlog? 8. Kdo je proti? 1. Ugotavljam, da je predlog, torej predlagan sklep sprejet. Določiti moramo poročevalca komisije na 45. seji državnega sveta, ki bo 10. novembra. Če se strinjate, opravim to poročanje jaz. Se strinjate? V redu? Hvala. S tem zaključujemo to točko in prehajamo na 4. točko dnevnega reda. Pobude in vprašanja, pisnih pobud vprašanj torej ni bilo, je kakšno še danes. Če ne bi vas je znano, da je predvidena naslednja seja 27. oktobra. Sejo bo vodil podpredsednik Zidanšek, ker sem jaz odsoten. Bo pa ob 14. uri, ne? Lahko samo preverimo, če smo. Ja, zdaj bi samo preverili, glede na to, da so, ja, se oproščam, jesenske počitnice, bi vprašal tu, da zagotovimo sklepčnost. Kdo lahko potrdi prisotnost na seji? 27. v sredo, danes teden. Se pravi 1, 2, 3, 4, 5. Ravno? Glih za glih, ja. Ne, danes smo vsi. 9 nas je. Še kakšen drugi predlog? Ja, se ravno razmišljam, malo imamo težave zaradi tega, ker je odbor za pravosodje 2. novembra je že z spremembo kazenskega zakonika, kar pomeni, da potem ene zadeve so sicer pol 10. tis ne bi bilo problem, torej tudi če bi imeli mi sejo
potem 3., ampak za kazenski zakonik moramo se pa dobiti prej, ne, kot rečeno, 2. novembra, to je torek po prazniku, po 1. Ne. Kaj pa, sprašujem, kaj pa bi bilo, če bi recimo v ponedeljek sem še jaz v Sloveniji, je Ne, zdaj, naslednji 25. recimo ob 12. da ne vlečemo popoldne, ali pa ob 11. tudi. Jaz ne vem, če bom lahko, ker bomo mogli se pripraviti na tale zakon. Če bo vas 5, pol ni problema. Dobro. Pol pa 27. ob 14. Lahko pa nadomestnega, kakšnega tudi, ja. Mogoče, ja. Tako. Ok, v redu. Bojana, ti si tu? 27. Ok, ker pol boš ti tudi poročevalka, te, ne? KZ. Pa potem še poročilo sodišča, pa tisto je pa 10. novembra. Vse tisto zdaj? Odbor za pravosodje. Zdaj, če boste obravnavali zdaj, boste zdaj na tej seji potem tudi obravnavali? Ja, mislim, da bi bilo najboljše, ker so pravosodje že pa vsi pridajo, da pa vse te pravosodje 3 damo čez, ne, ker imamo že za naprej tudi spet. V redu, te bomo pa poskrbeli še za nadomestne. Ok, hvala. Ob 15:30 zaključujemo sejo, hvala.